Pozdravljeni! Tudi tokrat v 15. letošnjem komentarju novic si bomo ogledali vse tiste zanimive tematike iz sveta Formule 1, ki so se zgodile v preteklih dneh. Tudi tokrat, kot običajno, se bomo ustavili pri 4 različnih sklopih novic. In seveda, vkolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov, kot ponavadi navedene v samem opisu. Mi se bomo pa kar takoj lotili naše prve današnje teme, ki bo zanimala marsikoga izmed vas. Kot smo lahko prebrali na spletnem portalu motosport.com 1. aprila, bo Kimi zopet za volanom Formule 1. Le da ne Raikkonen, temveč Antonelli. Mladi Italijan bo 16. aprila dobil priložnost sploh prvič sesti za volan bolida Formule 1. Na progi Red Bull Ringa v Avstriji so mu pri tovarniški ekipi Mercedes organizirali test. In seveda nekaj, kar bi bilo lahko smatrano kot običajno med mladimi vozniki. Ampak tu imamo še kar nekaj zanimivosti. Namreč Andrea Kimi Antonelli bo imel na razpolago bolid dvojni V12. Kar je izjemno blizu tistemu, kar imam sedaj v rokah, namreč gre le za leto starejši dvojni V11, ampak v vsakem primeru gre za bolid one prejšnje, starejše generacije. In seveda to predvsem zaradi tega, da mladi italijanski voznik ne bo imel na svojem prvem testiranju bolida Formule 1 preveč težav s prilagajanjem. In tu bi lahko marsikdo malce se zamislil, kajti tudi pri drugih ekipah so šli podobno pot. Se kdo spomni, kakšno je bilo sploh prvo testiranje Olija Bermana? V oktobru leta 2023 je dobil priložnost na Firanu z Ferrarijem SF21. Seveda iz iste sezone kot tisto, kar bo imel na razpolago Antonelli. In tudi izbor proge v Avstriji je zanimiv. Krog je izjemno kratek, okrog minute, in gre za tako imenovano progo stop and go, kjer gre v resnici bolj za pospeševanje in zaviranje in ni toliko zahtevnih ovinkov. Pri ekipi Mercedes mislijo resno z mladim Antonellijem in skušajo ga čim prej vpeljati v svet Formule 1, tako kot smo videli pri Bermanu ali predtem z samim Piastrijem, kjer je pa ekipa Alpine opravila vse delo, McLaren pa pobral vse sadove. A o tem kdaj drugič. Pojdimo danes k našem drugem sklopu novic. Kot poroča spletni portal RaceFans 2. aprila, je David Sanchez sporazumno zapustil McLaren. In to samo po 3 mesecih, ko je bil pri ekipi z Wokinga. Dobro se spomnimo vse drame, ki se je zgodila okrog tega inženirja. Predtem dolga leta pri skuderiji Ferrari in približno pred letom dni, natančneje marca 2023, smo lahko v raznih virih prebrali, da David Sanchez zapušča Ferrari, ker v bistvu se ni strinjal s tistimi menjavami na vrhu. In tu se sedaj lahko začnemo spraševati, kaj je šlo narobe pri McLarenu, namreč 3 meseci v resnici niso nič.
A zgleda, da so bila pričakovanja na obeh straneh dobesedno previsoka. In videli so pravzaprav, da David Sanchez ne pade v tisto strukturo, ki si jo je zamislil Andrea Stella pri McLarenu. Tako da dokaj hiter odhod, ki lahko pomeni tudi konec kariere Sancheza v Formuli 1. Zanimivo bi bilo videti, kam bi lahko sploh odšel sredi sezone, potem ko je tako očitno razočaral svojega delodajalca pri McLarenu. Sanchez naj bi bil neka dodana vrednost, ampak za nekaj takega se ni izkazal. O tem, da pri skuderiji Ferrari v preteklosti so bili mnogi inženirji precenjeni, smo govorili v mnogih predhodnih prispevkih. In konec koncev, sedaj smo dobili neke vrste potrditev, da Sanchez je zagotovo član te skupine. Mnogi drugi, ki so zapustili Maranello, še čakajo na tisti pravi preizkus, ali so dobri ali ne. V preteklosti smo videli takšne in drugačne zgodbe, ampak ta o Sanchezu se je vsaj za enkrat dokaj klavrno končala. Na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com smo lahko 1. aprila zasledili novico, ki je dokaj zanimiva. Na veliki nagradi Emilia Romagna bomo lahko videli novo izpeljanko Sauberja C44, pravo verzijo B. James Kay, ki je v to švicarsko ekipo prišel iz McLarena, seveda ni zadovoljen s tistim, kar so pripravili, in verjetno marsikdo izmed nas, ljubiteljev Formule 1, tudi ne. Po eni strani smo videli, da pri ekipi Sauber imajo očitne težave pri samih postankih, ampak tudi bolid kot tak ni preveč hiter. In bodimo iskreni, James Kay je v švicarsko ekipo prišel po predstavitvi bolida. Sedaj je zadeve vzel v svoje roke in napravil verzijo, ki naj bi bila po pričevanjih izjemno podobna, naprimer Red Bullu RB20. Seveda, šasija kot taka mora ostati enaka, ampak videli smo že na sami predstavitvi, da je C44, vsaj kar se tiče nekaterih parametrov, izjemno podoben Red Bullu. A videli bomo, kaj bo ustvaril James Kay. Pri McLarenu je nekoliko razočaral. Sedaj ima možnost, da dokaže, zakaj je bil pred leti v skupini najbolj obetavnih inženirjev, kar se tiče Formule 1. Upam, da mu bo uspelo, namreč s takšnim uspehom bi si nekako zagotovil tudi nadaljevanje kariere v ekipi, ki bo prav kmalu začela nositi ime Audi. A pojdimo še k zadnjem današnjem sklopu. Za konec pa, kot običajno, rahlo bolj šaljiva tema. Kot smo lahko prebrali na spletnem portalu GP Blog 2. aprila, je Jeremy Clarkson ponovno dal svojo izjavo. Čeprav moramo biti iskreni, zmeraj manj in manj ljudi ga sprašuje za njegovo mnenje, a pustimo sedaj to. Po veličastni zmagi Carlosa Sainza mlajšega na veliki nagradi Avstralije je bil Clarkson začuden. Kako mu je to uspelo, saj je bil še pred 2 tednoma v operacijski sobi, kjer je preživel dokaj zapleteno operacijo in seveda tudi izpustil drugo dirko na letošnjem koledarju. A pravzaprav Clarkson ne bi bil Clarkson, če ne bi hotel svojimi izjavami pritegniti pozornosti. In tu smo zopet bili priča enemu iz njegovih, imenujmo jih, verbalnih biserov. Po njegovem Formula 1 postaja zmeraj bolj enostavna, če lahko kar tako zmaga nekdo, ki je bil še pred 2 tednoma v bistvu izključen iz vseh bojev. A Clarkson pozablja na nekaj malenkosti. Prvič, da je Carlos Sainz mlajši izjemno talentiran voznik.
Verjetno tudi malček podcenjen strani raznih avtorjev in široke publike. Drugič, da so vsi vozniki izjemno dobro fizično pripravljeni, bolj kot marsikdo tu izmed nas prisotnih. In tretjič, Carlos Sainz mlajši je bil v oskrbi najboljšega osebja z najboljšo tehnologijo, ki je bila takrat na voljo. Torej tudi to, da v 2 tednih je bil nared za samo dirko, ne bi smelo biti niti tako čudno. In ko sam Clarkson govori o tem, kako Formula 1 postaja zmeraj bolj enostavna, bi ga rad spomnil na neko dejstvo. Res, zagotovo se stvari malce bolj poenostavljeno, ampak zavedati si moramo dejstva, da nekdo, kot se na primer jaz sam ali pa Jeremy Clarkson, ne bova nikoli zmagala dirke svetovnega prvenstva Formule 1. Prvič niti zato, ker se ne bova spravila v samo kabino, na sam sedež bolida, in drugič, ker fizično ne bova zdržala napora. Nekaj, kar je kljub bolečinam pokazal, da zmore Carlos Sainz mlajši, in zato temu njegovemu atletskemu podvigu se ne bi smeli rogati, temveč bi ga morali spoštovati. Ampak Jeremy Clarkson, da bi do koga pokazal spoštovanje, se mi zdi, da se ni zgodilo v zadnjem obdobju, in to pokaže, iz kakšnega testa je ta osebek, ki po mojem mnenju na lestvici popularnosti pada navzdol. Spomnimo se, kako je pred leti dejal, da je Formula 1 dolgočasna. In zopet smo ga dobili spremljati dirke, verjetno zato, ker ga pri kriketu nihče ne vpraša za njegovo mnenje. In to je slabo. A kot običajno, tudi tokrat smo prišli do konca našega komentarja novic. Hvala, ker ste bili tu z mano, in nasvidenje.